dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo predstavnici Vlade, Tini Heferle, državni sekretarki na Ministrstvu za notranje zadeve. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Lep pozdrav vsem. Osebna izkaznica je eden najpomembnejših osebnih dokumentov, ki potrjuje identiteto in državljanstvo posameznika. Sodobna osebna izkaznica izraža še veliko več in ni le klasičen dokument s fotografijo, ampak vsebuje tudi čip, ki omogoča elektronsko identifikacijo in podpis. Poleg tega vsebuje biometrične podatke, kar dodatno povečuje njeno varnost. To novo osebno izkaznico, ki se je pričela izdajati konec marca leta 2022, ima že več kot 800 tisoč državljanov. Novo osebno izkaznico, ki uveljavlja tudi funkcijo zdravstvene kartice oziroma kartice zdravstvenega zavarovanja, uporablja tudi preostali del državljanov, torej otroci, ki pa do tega trenutka, do te novele niso imeli osebne izkaznice z elektronsko identiteto, zato se tudi njihove osebne izkaznice niso morale uporabljati kot kartice zdravstvenega zavarovanja. S to novelo to odpravljamo. Predlog zakona prinaša tudi pomembne ukrepe, ki bodo v postopku vložitve vloge preprečevali predložitev lažne fotografije. Sledljivost izvora fotografije bomo zagotovili na način uvedbe obvezne predložitve fotografije v digitalni obliki, posnete preko že obstoječega sistema e-fotograf. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za mehak prehod, saj je aplikacija e-fotograf v uporabi že od leta 2008, uporablja pa jo že kar 255 fotografov. Seveda novela upošteva tudi državljane, ki imajo posebne življenjske okoliščine in tako dopušča tudi izjeme, ob katerih bo še vedno mogoča preložitev klasične fotografije v fizični obliki. Predlog zakona oziroma predlog novele skrajšuje tudi rok hrambe fotografije v elektronskem odložišču iz 1 leta na 6 mesecev. Na novo se določa tudi, da fotograf podobe obraza ne sme popravljati, ter da mora fotografijo izbrisati svojih naprav najkasneje naslednji delovni dan po izdaji potrdila o referenčni številki fotografije, sicer je v prekršku. Slednje doslej sploh ni bilo urejeno in sedaj bo preprečevalo neupravičeno kopičenje fotografij državljanov na napravah fotografov. Nadalje se z novelo uvaja tudi več poenostavitev postopka za upravne enote in odpravlja ovire za državljane. Posebej izpostavljamo torej novost pri načinu evidentiranja podatka o vročitvi osebne izkaznice. Če je doslej veljalo, da državljan ob vročitvi podpiše papirnato povratnico, ki se kasneje potem skanira v sistem kot dokazilo o opravljeni vročitvi, bo po novem zadostoval podpis na podpisano napravo poštarja, ki se bo samodejno prenesel v sistem. Samo za zanimivost, v lanskem letu je bilo po pošti vročenih več kot 171 tisoč osebnih izkaznic in o predpostavki, da se za vsako ročno obdelavo vročilnice tako na pošti kot tudi potem na upravni enoti potroši 3 minute časa, to pomeni prihranek nekaj več kot 8500 ur dela na letni ravni. Gre torej za velik časovni prihranek, ki so še kako pomembni z vidika racionalizacije dela ljudi, ki se s tem ukvarjajo. S predlogom zakona se omogoča tudi enostavnejše uveljavljanje morebitne reklamacije osebne izkaznice. Potem med pomembnejšimi novosti je tudi uvedba avtomatiziranega obveščanja državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, če se državljan seveda za to odloči ob oddaji vloge. Državljan bo v tem primeru lahko navedel elektronsko pošto za prejem obvestila, s čimer se še enkrat razbremenjuje upravne enote številnih klicev in podajanja informacij o tem, ali je osebna izkaznica že bila izdana. Novela zakona posredno naslavlja tudi problematiko fiktivnih prijav prebivališč.
Podpis iz vloge za osebno izkaznico se bo lahko uporabljal za primerjavo s podpisom, ki je na dokazilu o pravici do bivanja na nekem naslovu. Potem nenazadnje pa smo predvideli tudi še eno življenjsko spremembo, ki smo jo detektirali nedavno nazaj, in sicer ob poplavah avgusta 2023, v katerih je bilo poškodovanih in uničenih več identifikacijskih dokumentov. S predlogom novele se torej uvaja možnost, da lahko v takih primerih vlada odreagira hitro in določi plačilo obrazca za osebne izkaznice iz proračuna Republike Slovenije. Skratka, predlog vsebuje številne pozitivne spremembe, tako za državljane kot za administracijo. Za sejo odbora je bil pripravljen predlog, se pravi uskladitvenega amandmaja koalicijskih poslancev, ki ga kot vlada podpiramo in hkrati predlagamo, da se tretja obravnava v skladu s poslovniškimi pogoji opravi na isti seji. Hvala. Hvala lepa. Predlog zakona kot matično delovno telo obravnava Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in za predstavitev poročila odbora dajem besedo podpredsednici Jožici Derganc. Izvolite. Spoštovana predsednica, državna sekretarka, poslanke, poslanci. Odbor je kot matično delovno telo na 27. seji 11. 2. 2025 obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici. Predstavnica predlagatelja je v dopolnilni obrazložitvi med drugim poudarila, da predlog zakona širi uporabnost osebne izkaznice, poenostavlja in pospešuje določene postopke pri izdaji osebne izkaznice ter ob tem razbremenjuje upravne enote, odpravlja nekatere pomanjkljivosti pri izvajanju zakona o osebni izkaznici v praksi in zmanjšuje možnost prevar in zlorab identitete. Pojasnila je, da se s predlogom zakona dodatno širi uporabnost osebne izkaznice tako, da se omogoči uporaba osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Predlog zakona med drugim določa tudi obvezno predložitev digitalnih fotografij ob vlogi za izdajo osebne izkaznice, ki jo posname fotograf, ki uporablja aplikacijo e-fotograf. To omogoča sledljivost fotografije in preprečuje zlorabe. Ob zaključku je dodala še, da se z vloženimi amandmaji koalicijskih poslanskih skupin odpravlja pomanjkljivosti predloga zakona, ki jih je v svojem mnenju navedla Zakonodajno-pravna služba. Odboru je bilo posredovano mnenje Zakonodajno-pravne službe. Predstavnica ZPS pa je na seji povedala, da je imela Zakonodajno-pravna služba na podlagi zakona veliko pripomb nomotehnične, ustavnopravne kot tudi pravnosistemske narave, ki pa z amandmaji niso bile v celoti naslovljene. Razloge za to je v posredovanem mnenju predstavilo Ministrstvo za notranje zadeve. Kot je še povedala predstavnica ZPS, je predlog zakona tudi notranje neskladen. Predstavnik Državnega sveta je predstavil mnenje Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ki predlog zakona podpira. V razpravi sta članica in član odbora predstavila sprejetje predloga zakona, ki odpravlja nekatere pomanjkljivosti v izvajanju zakona ter z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij poenostavlja in pospešuje postopek izdaje osebne izkaznice ter ob tem zmanjšuje možnost prevar in zlorabe identitete. Izpostavila sta povezavo z registrom stalnega prebivalstva, ki bo preprečevala fiktivne prijave prebivališč in posledične zlorabe socialnih transferjev. Članica odbora je pozdravila tudi širitev uporabnosti osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti ter možnost, da vlada določi plačilo obrazca osebne izkaznice iz proračuna Republike Slovenije, če je bila osebna izkaznica poškodovana, uničena ali pogrešana v naravnih in drugih nesrečah. Po končani razpravi je odbor glasoval o amandmajih poslanskih skupin koalicije in jih sprejel, prav tako vse člene predloga zakona. Hvala. Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska skupina Levica, v njenem imenu kolegica Nataša Sukič. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani. Predlog novele zakona o osebni izkaznici prinaša številne prilagoditve zakona novim potrebam, za državljanke in državljane pa odpravljanje administrativnih ovir. Tako bo za predložitev fotografije za izdelavo osebne izkaznice obvezna predložitev digitalnih fotografij, ki jih posname fotograf z aplikacijo e-fotograf.
s katero je bilo do sedaj izdelanih že skoraj 60% vseh osebnih izkaznic. Seveda bodo omogočene izjeme ob sprejemu vloge izven uradnih prostorov, bo v primeru bolezni, invalidnosti ali drugih izjemnih okoliščin še vedno možna predložitev fotografije na papirju. Med drugim se poenostavlja sledenje vročitvam, ureja se hramba prstnih odtisov v uradni evidenci, uvaja se možnost avtomatiziranega obveščanja državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice ter predaje dokumenta na pošto. Predlog novele prinaša tudi možnost elektronske izkaznice za državljane do dopolnjenega 12. leta in s tem tudi možnost sočasne uporabe osebne izkaznice kot kartice zdravstvenega zavarovanja. Biometrično osebno izkaznico ima sicer od njene uvedbe marca 2022 že več kot 790.000 državljanov, ta izkaznica pa se je dobro uveljavila tudi v funkciji kartice zdravstvenega zavarovanja. Kljub vsemu pa bi v Levici Ministrstvo za notranje zadeve radi ponovno spomnili na še eno potrebno spremembo vezano na osebno izkaznico. Zadnjo spremembo zakona o osebni izkaznici, sprejeto pod prejšnjo vlado, je bil pri obrazcih za izdelavo na dvojezičnih območjih, kjer živita avtohtoni narodni skupnosti, poleg slovenščine in italijanščine ali madžarščine dodan še napis v angleščini. Grafična rešitev, ki jo je uvedel takrat uveljavljeni pravilnik, je nesrečno uvedla rešitev, ki predvideva znake v slovenščini večje velikosti, nato pa manjše velikosti za znake v angleščini in šele zatem v jezikih avtohtonih narodnih skupnosti, kar je po našem prepričanju diskriminatorno. Predvsem pa ne sledi praksi v sosednji Italiji, kjer je slovenski napis popolnoma izenačen z italijanskim. Zato je nujna rešitev, ki bo spoštovala enakopravno rabo, ki pomeni tudi grafično enakopravnost slovenščine in jezika avtohtonih narodnih skupnosti. Vemo, da bi sprememba za seboj potegnila finančne posledice, a trdno verjamemo, da bo ministrstvo pred naročanjem novih obrazcev osebnih izkaznic spremenilo grafično podobo in uvedlo nove obrazce, ki bodo omenjeni problem razrešili. Kot tudi verjamemo, da ima ministrstvo te vlade za predlagano rešitev in zelo pomemben detalj posluh za spremembo od nekdanjega ministra Hojsa, ki kljub neomajni podpori prejšnji vladi iz vrst poslancev avtohtonih narodnosti te tenkočutnosti ni premogel. Iz navedenih razlogov bomo ob pričakovanju novega pravilnika predlog zakona podprli. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolegica Eva Irgl bo predstavila stališče Poslanske skupine Nepovezanih poslancev. Izvolite. Najlepša hvala za besedo, spoštovana predsednica. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, pred seboj imamo torej predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osebni izkaznici. Novela zakona poenostavlja in obenem pospešuje določene postopke vezane na izdajo osebne izkaznice ter tako tudi v nekem delu razbremenjuje upravne enote. Pomembno je, da spremembe zakona gredo tudi v smeri večje varnosti, saj zmanjšujejo možnost prevar in zlorab identitete. Današnji čas namreč pred nas postavlja mnoge varnostne izzive, tudi na področju elektronskih komunikacij in kibernetske varnosti, zaradi česar so takšne vsebinske spremembe zakona še kako pomembne. Ključna sprememba zakona o osebni izkaznici pa je, da bodo preko elektronske identifikacije lahko kartico za zdravstveno zavarovanje odslej uporabljali tudi otroci do 12. leta starosti. S tem bo omogočena tudi hitrejša obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev, saj zaradi uporabe biometrične izkaznice kot identifikacijskega dokumenta ne bo več treba dodatno preverjati identitete zavarovane osebe. Obvezno je potrebno predložiti digitalne fotografije, ki jo posname fotograf, ki uporablja aplikacijo e-fotograf. To povečuje varnost uporabnikov, saj omogoča sledljivost fotografij in lahko tudi pravočasno prepreči morebitne zlorabe. Vzpostavlja se povezavo z registrom stalnega prebivalstva, kar bi lahko tudi preprečevalo tako imenovane fiktivne prijave prebivališč. Poslanci stranke Demokrati bomo predlog zakona o osebni izkaznici podprli. Najlepša hvala.
Hvala lepa. Naslednja je Poslanska skupina Svobode, v njenem imenu kolegica Jožica Derganc, izvolite. Spoštovani vsi prisotni! Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici je še en korak k večji digitalizaciji storitev javne uprave, poenostavitev postopkov, ki bo uporabnikom prijazna, hitra in učinkovita. Z novelo zakona širimo možnost uporabe osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Izkaznica bo opremljena z nizko stopnjo zanesljivosti elektronske identitete, ki bo služila zgolj za preverjanje upravičenosti do zdravstvenih storitev otroka. Podatki na čipu bodo ločeni od biometričnih podatkov odraslih, kar zagotavlja najvišjo raven varnosti. Kljub poenostavitvam za uporabnike povečujemo varnost podatkov in postopkov. Če se bo namreč ugotovilo, da so bili ob izdaji izkaznice uporabljeni lažni podatki ali ponarejeni dokumenti, se bo izkaznico preklicalo z dnem vročitve odločbe o razveljavitvi osebne izkaznice. Imetnik pa bo moral takšno izkaznico vrniti v 3 dneh, sicer bo dobil globo. Obvezna bo uporaba digitalne fotografije, sistem e-fotograf, ki bo omogočala hitrejšo izdajo osebnih izkaznic, saj fotografije ni treba skenirati in preverjati na upravni enoti. To bo opravil sistem, ki obstaja že od leta 2008, a njena uporaba za fotografe doslej ni bila obvezna. V letu 2023 se je že več kot 70% osebnih izkaznic izdelalo na podlagi digitalnih fotografij, v Sloveniji pa je okoli 200 fotografov, ki so vključeni v sistem e-fotograf. Fotografi morajo za uporabo sistema pridobiti elektronsko identifikacijo, ustrezno opremo in opraviti izobraževanje. S spremembo zakona bo vključanje v fotografov še lažje in pa cenejše, saj bo izobraževanje izvajalo Ministrstvo za notranje zadeve in to brezplačno. Ko fotograf zajame fotografijo, jo prek varnega sistema pošlje v centralo evidence. Sistem preveri kakovost slike in ji dodeli unikatno referenčno številko, ki jo stranka predloži ob vlogi. S tem se zagotavlja varnost, sledljivost in odgovornost fotografov pri izdelavi fotografij za osebne dokumente. Fotograf bo moral izbrisati fotografijo najkasneje naslednji delovni dan po izdaji številke. S tem se preprečuje, da bi lahko prišlo do zlorabe fotografij. Rok hrambe v centralni evidenci se skrajšuje na 6 mesecev, z novelo torej vgrajujemo več varovalk, ki bodo skrbele za varnost osebnih podatkov naših državljanov. Kljub temu, da bo obvezna uporaba digitalnih fotografij, zakon vseeno upošteva tudi situacije, ko to ni možno. Zato se bo v primerih, ko je oseba bolna, invalidna ali bo imela posebne okoliščine, zagotavlja možnost zajema fotografije na upravni enoti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu v tujini. Prstni odtisi se bodo hranili še 15 dni po vročitvi osebne izkaznice, zgolj za primer, če se ugotovi, da je pri izdaji izkaznice prišlo do napake in bo potrebno izdelati novo. Na ta način državljanu ne bo potrebno ponovno dati prstnih odtisov. To je uporabno še zlasti za državljane naše, ki se nahajajo v tujini. Enostavnejše bo tudi vročanje osebnih izkaznic, saj bodo evidence izdanih osebnih izkaznic povezane z evidenco Pošte Slovenije, ki izvaja vročitve. S pomočjo podpisa preko elektronske naprave bo upravna enota takoj obveščena o vročitvi dokumenta. Ne bo več potrebno potem, da bi na upravne enote pošiljali fizične povratnice in jih nato skenirali ter vnašali v uradno evidenco. Postopek bo avtomatiziran, hiter in brezpapiren. S tem se bo razbremenilo zaposlene na upravnih enotah in na Pošti Slovenije. Državljani bodo imeli možnost avtomatiziranega obveščanja o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, če bodo seveda sporočili svoj elektronski naslov. Predlog zakona tudi omogoča preprečevati lažne prijave prebivališča in zlorabe socialnih pravic. Omogoča primerjavo podpisa na vlogi za osebno izkaznico s podpisom na dokazilu o pravici do bivanja. Uradne osebe bodo lahko v nekaterih primerih prepoznale ponarejanje podpisov in s tem omejile zlorabo. Če obstaja dvom o resničnosti prijave stalnega prebivališča, lahko upravne enote sprožijo postopek preverjanja. Z vsemi navedenimi spremembami delamo pomemben korak naprej. Poenostavljamo postopke, krepimo varnost in zmanjšujemo administrativne ovire. V Poslanski skupini Svoboda si želimo moderne, učinkovite in varne sisteme, ki svojim državljanom zagotavljajo hitrejše, enostavnejše in varnejše storitve. Ta zakon prinaša rešitev v tej smeri, zato ga bomo seveda podprli. Hvala. Hvala lepa. Kolega Andrej Kosi bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Izvolite. Hvala, spoštovana predsednica, za besedo. Lep pozdrav, spoštovana državna sekretarka, spoštovani poslanci in poslanke.
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici se širi možnost uporabe osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti. Preprečuje se predložitev lažne fotografije s tem, ko se določa obvezno predložitev digitalne fotografije, posnete preko že obstoječega sistema e-fotograf. Izjema glede fotografije na papirju bo še vedno možna, ko zaradi izjemnih okoliščin ni mogoče pridobiti digitalne fotografije ali kadar bo vloga vložena na diplomatskem konzularnem predstavništvu v tujini. Poenostavlja se sledenje vročitvam s podpisom na podpisno napravo poštarja, podaljšuje se hramba prstnih odtisov v uradni evidenci, ki omogoča enostavnejšo izvedbo reklamacije, uvaja se avtomatizirano obveščanje državljanov o datumu izdelave osebne izkaznice in njene predaje na pošto, določa se lastnoročni podpis na osebni izkaznici, ki ne sme izkazovati besed, simbolov ali drugih oznak, ki niso sestavni del posameznikovega osebnega imena. Z namenom učinkovitega odkrivanja fiktivnih prijav prebivališč se omogoča, da se podpis iz vloge za osebno izkaznico lahko primerja s podpisom na dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu. Vzpostavlja se podlaga, da lahko vlada določi plačilo obrazca osebne izkaznice iz drugega vira, če je do poškodbe, uničenja ali pogrešitve osebne izkaznice prišlo v naravnih in drugih hujših nesrečah. V poslanski skupini Slovenske demokratske stranke pozdravljamo odpravo nekaterih pomanjkljivosti v izvajanju zakona ter z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij poenostavlja in pospešuje postopek izdaje osebne izkaznice ter ob tem zmanjšuje možnost prevar in zlorabo identitete. Nekoliko nas je zmotilo veliko število pripomb zakonodajno-pravne službe, ki jih je vladajoča koalicija odpravljala s številnimi amandmaji. Prav tako pa se odpravlja možnost vloge obrazca v elektronski obliki, kar ne sledi načelom digitalne preobrazbe. Glede na navedeno v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke predloga zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o osebni izkaznici ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Doktorica Vida Čadonič Špelič bo predstavila stališče poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Izvolite. Pozdravljeni predstavnici vlade, kolegice in kolegi. Kot je bilo že danes večkrat povedano, prinaša zakon nekatere dobre rešitve, kot je na primer, da se biometrična osebna izkaznica v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja zdaj lahko tudi uporablja za otroke, ki so dopolnili 12 let starosti. Na primer, k vlogi za izdajo osebne izkaznice mora državljan predložiti referenčno številko digitalne fotografije, ki se hrani v elektronskem odlagališču fotografij za osebne dokumente in kaže njegovo pravo podobo, s čimer se dejansko zagotavlja sledljivost izvora fotografije. Fotograf pa mora fotografijo izbrisati iz svojih naprav najpozneje naslednji delovni dan po izdaji potrdila o referenčni številki fotografije. Podoba obraza, torej fotografija, se lahko naredi tudi izven uradnih prostorov pristojnega organa, če je to potrebno zaradi bolezni državljana, njegove invalidnosti ali drugih izrednih razmer in okoliščin. Zaradi zmanjšanja stroškov državljanov, poenostavitve in pospešitve postopka evidentiranja vloge se določa, da se prstni odtisi v evidenci osebnih izkaznic hranijo še 15 dni od vročitve osebne izkaznice, s čimer se omogoči izdaja nove osebne izkaznice, če bi prišlo vmes do reklamacije. To je pomembno v krajih, ko gre za večjo oddaljenost do urada, kot je na primer na konzularno-diplomatskih predstavnikih, posebno za naše državljane, ki živijo v tujini. Povezovanje evidence izdanih osebnih izkaznic z evidenco Pošte Slovenije pa pomeni izvajanje lažjih storitev vročitve, to se pravi, nič več ni papirja, nič več ni skeniranja. Zelo pomembno v poslanski skupini Nove Slovenije ocenjujemo, da se preprečuje namen fiktivnih prijav prebivališč in posledično tudi zloraba socialnih transferjev in drugih pravic, ki so povezane z prijavljanjem prebivališča. Podpis vlagatelja vloge za izdajo osebne izkaznice se lahko uporabi tudi za primerjavo podpisa na dokazilu o pravici do prebivanja na naslovu,
ki se prijavlja po zakonu, ki ureja prijavo prebivališč. Ta pojav v Novem mestu in tudi v jugovzhodni Sloveniji dobro poznamo. Torej, v Novi Sloveniji ocenjujemo, da zakon prinaša za državljane določene administrativne razbremenitve. Zato mu ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. Hvala lepa. In še kolega Predrag Baković, ki bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. Hvala lepa za besedo, spoštovana predsednica, kolegice in kolegi. Predlog zakona v svojem bistvu omogoča širšo uporabnost osebne izkaznice, tiste, ki omogočajo biometrične funkcionalnosti dokumenta. Gre za informacijsko rešitev, ki v popolni implementaciji prednosti bistveno olajša vsakodnevno življenje nosilcev osebne izkaznice oziroma državljank in državljanov Republike Slovenije. Bistvena rešitev zakona omogoča uporabo biometrične osebne izkaznice tudi v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja. Predlog zakona zato širi uporabo osebne izkaznice v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja tudi za državljane do dopolnjenega 12. leta starosti, s čimer se omogoča hitrejša obravnava pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Predlog zakona prav tako naslavlja tveganje za zlorabe, ki se nedvomno povečajo v primeru širitve uporabnosti. Osebne izkaznice po novem prenehajo veljati z dnem vročitve odločbe o razveljavitvi, če so bile izdane na podlagi neresničnih podatkov ali pa na podlagi ponarejenih dokumentov. Prav tako se zlorabe preprečujejo z digitalizacijo postopka pridobitve osebne izkaznice. V sklopu tega postopka je ob vlogi potrebno predložiti referenčno številko digitalne fotografije iz elektronskega odložišča fotografij za osebne dokumente. S tem predlagatelj zagotavlja sledljivost izvora fotografije in preprečuje morebitne manipulacije. Nadalje se postopek pridobitve osebne izkaznice olajšuje s krepitvijo fleksibilnosti pri zajemanju fotografij. Fotografijo lahko ob vlogi neposredno zajame tudi uradna oseba, če so izpolnjeni tehnični pogoji oziroma ko ima pristojni organ sam napravo za zajem fotografije. Nenazadnje pa se z novimi varovalkami preprečuje prijava fiktivnega prebivališča, saj se bo po novem podpis vlagatelja vloge za izdajo izkaznice lahko na strani uradne osebe uporabil za primerjavo s podpisom na dokazilo o pravici do prebivanja. V Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, da zakon prinaša koristne razrešitve namenskosti osebne izkaznice. Prav tako tudi optimizira izdajo samega dokumenta ter uvaja tudi nove varovalke, ki preprečujejo zlorabe. Zato bomo predlogu zakona v Socialni demokrati namenili podporo. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin in prehajamo na razpravo o členu in vloženem amandmaju, ki jo bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 3. marca, ki je objavljen na e-klopi. V razpravo dajem 16. člen ter amandma poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica. Želi kdo razpravljati? Nihče ne želi razpravljati, torej razprave ne bo. V amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje državnega... Se opravičujem, sem vas spregledala? Ja, se opravičujem, potem kolega Ziza, izvolite, imate besedo za razpravo. Evo, spoštovana predsednica Državnega zbora, hvala. Hvala za besedo. Spoštovane kolegice in kolegi, spoštovana državna sekretarka. Un cordiale saluto a tutti i presenti. Io non ho presentato la posizione politica perché anticipando i tempi questa mattina la traduttrice non è riuscita a essere presente in tempo, quindi farò anche la mia posizione politica riguardo alle carte di identità in questo mio corto intervento. Parto dall'articolo 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, che definisce la lingua slovena lingua ufficiale sul tutto territorio nazionale della Repubblica. Nei territori dove vivono le due comunità nazionali, italiana ed ungherese, sono lingue ufficiali anche la lingua italiana e la lingua ungherese. Ebbene, nel marzo 22
quando viene modificato il regolamento attuativo sulle carte di identità, con anche la modifica del modulo allegato, questa si rifà in qualche modo alla legge del 2011, che poi è la legge che è stata la prima volta accolta in questo Parlamento, riguardante le carte d'identità, dove nell'articolo 7 si parla che queste devono contenere le 3 lingue, quindi lo sloveno, l'inglese e l'italiano o l'ungherese, nei territori nazionalmente misti. Chiaramente l'articolo 7 nella legge non è chiaro e non rispetta in maniera incontrovertibile, quindi in maniera sicura, l'ordine di comparsa delle 3 lingue. Ebbene, purtroppo nel regolamento del 22 la lingua italiana e ungherese vengono messe al terzo posto. La cosa che anche non ha funzionato, quindi nel marzo 22, è la richiesta di un parere scritto alle 2 CAN, quindi alla CAN costiera e alla CAN del Prekmurie, che non sapevano nulla sulla modifica del regolamento da parte del Ministero degli Interni. E chiaramente quando la cosa diventa pubblica, perché non ce ne siamo accorti subito, ma appena nel 23, reagiamo e mandiamo una denuncia scritta, diciamo un reclamo scritto al Ministro degli Interni e al Ministero, per dire che il modulo che è stato modificato non rispetta la Costituzione, quindi l'ordine di comparsa delle 3 lingue, non rispetta nemmeno la forma delle lettere, che devono essere, in quanto lingue ufficiali, quindi le 3 lingue che sappiamo bene, non rispetta quindi la grandezza delle lettere e la forma delle lettere, e che non rispetta quindi la Costituzione. La stessa reclamo lo mandiamo e lo inviamo anche al tutore civico e al difensore per le pari opportunità. In particolare il difensore per le pari opportunità, in maniera inequivocabile, consiglia al Governo, quindi al Ministero degli Interni, di modificare l'articolo 7 della legge. Questo parliamo del mese di novembre o dicembre del 2023. Il tutore e il difensore per le pari opportunità consigliano al Governo anche di modificare il modulo allegato, quindi di scrivere esattamente le lingue italiane e ungherese nei territori nazionalmente misti al secondo posto, e in maniera che le grandezze delle lettere e la forma delle lettere siano uguali tra le 3 lingue ufficiali. Consiglio inoltre al Governo di ritirare tutte le carte di identità che sono state già emesse e di rilasciarne delle nuove. Ecco, il tutto in qualche modo non avviene perché dopo alcuni mesi di dialogo e di riunioni che abbiamo avuto col Ministro per gli affari interni, quindi la risposta finale è quella che la spesa che deve sostenere il Ministero e il Governo è troppo alta per poter fare questo che abbiamo detto. Il Ministro riconosce l'incostituzionalità sia del modulo allegato, sia del regolamento, sia dell'articolo 7 della legge, però ci dice purtroppo non abbiamo i fondi per poter affrontare il problema. I fondi, non crederete, io difficilmente credevo quando mi ha detto quanto può costare il ritiro, non so, di invento, non sappiamo purtroppo quante carte d'identità sono state rilasciate nel nostro territorio, ma diciamo 100.000 carte d'identità vengono a costare 15 milioni di euro per lo Stato sloveno, e quindi ci consiglia di rivolgersi alla Corte Costituzionale per in qualche modo andare a richiedere l'applicazione di quelli che sono i nostri diritti costituzionali.
Ebbene, nella seconda metà del 24, questa legge che abbiamo oggi sul tavolo entra in dibattito pubblico e noi, come gruppo parlamentare della Comunità Nazionale Italiana ed Ungherese, mandiamo una proposta di integrazione, modifica e di apertura dell'articolo 7 della legge stessa che abbiamo oggi qui davanti a noi, anche su quella che è stata la proposta del difensore civico, del difensore delle pari opportunità, chiedo scusa, e del tutore civico. Ma il Ministero non ci vuole venire incontro e quindi non apre l'articolo 7 della legge. Ecco, questa è la motivazione per la quale siamo assolutamente d'accordo con quello che è stato detto oggi a riguardo della nuova carta di identità biometrica, che è un passo in avanti e migliora tutte quelle che sono le funzioni amministrative di sicurezza del documento, però non possiamo essere d'accordo per il solo fatto che su richiesta del difensore delle pari opportunità del tutore civico e nostra, l'articolo non è stato aperto e quindi il grave danno che è stato fatto alle nostre due comunità non è stato in nessun modo risolto e riparato. Noi chiaramente siamo in procedura per portare la cosa alla Corte Costituzionale, ma ci vorrà sicuramente del tempo per andare a risolvere quello che è stato una grave violazione della Costituzione della Repubblica di Slovenia. Per questo motivo il gruppo parlamentare della Comunità Nazionale Italiana ed Ungherese non potranno votare a favore della legge odierna, ma ci asterremo. Grazie. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Vlada? Predstavnica vlade, izvolite, imate besedo. Ja, hvala lepa. Se bom na kratko odzvala, glede na to, da je bilo kar nekaj govora o tej dvojezični rešitvi osebne izkaznice, ki sicer ni predmet zakonske materije, to ureja pravilnik, pa vendar, no, je treba par stvari pojasniti. Zdaj ta grafična rešitev dvojezičnih osebnih izkaznic, ki jo danes poznamo in ki jo problematizira gospod poslanec oziroma oba poslanca, predstavnika narodnih manjšin, je bila uvedena leta 2022 pod prejšnjo vlado in sicer moram povedati, da postopek je bil načeloma pravno formalno korekten, pravilnik je bil objavljen na e-demokraciji, neke pripombe ali pa opozorila na neustreznost zapisa takrat ni bilo, tako da je zapis nekako nastal zgolj in samo zaradi nekih tehničnih rešitev tak, kot je danes. Slišali smo, da so črke, ki zapisujejo črke, se pravi v angleškem jeziku in v jeziku narodnih manjšin, so v nekoliko manjšem fondu in pa vrstni red je, se pravi, najprej angleščina in potem italijanščina oziroma madžarščina. To je pač tehnična rešitev, ki je nastala leta 2022, takrat je bil minister gospod Hojs. Zdaj, treba je biti korekten in povedati, da s to rešitvijo sicer mi popolnoma sledimo in zadostimo kriterijem, ki nam jih narekuje uredba o biometriji, kjer je določeno, da je potrebno na identifikacijskem znaku, kot je osebna izkaznica, imeti uradni jezik in potem tudi zapis v angleškem jeziku, ker je vendarle to dokument, ki identificira osebo tudi zunaj meja Slovenije. In s tem bi v bistvu rada poudarila tudi to, da sicer smo imeli na našem ministrstvu se pravi skupaj z ministrom Poklukarjem na sestanku oba predstavnika narodnih manjšin, kjer sta ravno to, kar je gospod poslanec sedaj izpostavljal v razpravi, tudi nam predstavila. Je pa treba poudariti, da osebne izkaznice takšne, kot so danes, in to je bilo tudi ves čas stališče Ministrstva za notranje zadeve,
niso neustavne, ker kot rečeno zadostujejo pogoju jezika in zadostujejo pogoju, da je naveden, se pravi, uradni jezik. Kot rečeno, gre pa za tehnično pomanjkljivost oziroma za neke vrste razumevanje z naše strani opozorilom, ki smo jih bili deležni. Tako da lahko rečem, da že ta hip potekajo pogajanja z podjetjem Cetis, ki oskrbuje Republiko Slovenijo z osebnimi izkaznicami, da dorečemo neko drugačno oziroma takšno tehnično rešitev, ki bo sprejemljiva tudi za državljane oziroma za oba poslanca, predstavnika narodnih manjšin. Pogajanja so v teku in v bistvu pričakujemo, da bomo s 1.1.2026 že lahko pričeli s tiskanjem novih dvojezičnih osebnih izkaznic, ki bodo zadostile tem tehničnim pogojem, kot so jih izpostavili. Še enkrat bi pa poudarila, da tudi takšna osebna izkaznica dvojezična, kot je danes, je popolnoma sprejemljiva, ustavno skladna in zadostuje vsem kriterijem, ki so tako z našim zakonom kot z evropsko uredbo, kot tudi s pravilnikom predpisani. Hvala. Hvala lepa. Replika, kolega Zidza, izvolite. Ecco, grazie. Io spero che la traduttrice sia ancora con noi. Io ringrazio la segretaria di Stato, Tina Hefferle, per la risposta, soprattutto per il fatto che il governo si sta impegnando per portare quindi a risoluzione il problema che per noi e per chi ci segue, anche per i costituzionalisti sloveni, è sicuramente anticostituzionale, la carta biometrica, che vada a risolvere quindi tutti i problemi tecnici richiesti dalle direttive europee, siamo d'accordo, però quando due lingue sono ufficiali, anzi 3 lingue, le 2 delle comunità nazionali sul territorio nazionalmente misto, quindi con la lingua slovena, chiaramente, sono anche paritetiche e quindi c'è anche una sentenza del Tribunale amministrativo recente della Repubblica di Slovenia che dice che le lingue ufficiali nel territorio nazionalmente misto possono anche essere prima l'ungherese e l'italiano e poi lo sloveno. Questo vuol dire essere lingua ufficiale, avere gli stessi diritti e le stesse possibilità di comparsa a seconda dell'ambiente e delle circostanze dove viene stampato quel tipo di documento. Quindi se andremo incontro a una soluzione ne sarò lieto, ma comunque bisogna sottolineare l'anticostituzionalità di questa carta di identità biometrica. Grazie. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati morda? Ne, potem pa zdaj res zaključujem razpravo in o amandmaju bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora odločali danes v okviru glasovanj. S tem prekinjam to točko dnevnega reda in prehajamo na 10. točko dnevnega reda, to je na drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin v okviru rednega postopka. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada in za dopolnilno obrazložitev dajem besedo predstavniku Vlade, ministru za javno upravo. Izvolite.